Živijo, moje ime je Nika in sem že nekaj let uporabnica numerološkega vodnika letnega od Lili Sorum. In bi rada z vami delila, kako in na kakšen način ga v bistvu jaz uporabljam. Zato, ker se mi zdi, da vsak uporablja to na nek, drugačen način. Da obstajajo različni načini uporabe. Kar meni najbolj deluje, je to, da ga preberem takoj, ko ga dobim, to se je gotovo. Se pravi, kaj je v bistvu ta vodnik oziroma kako to deluje? Načeloma imamo mi v življenju cikle nekje na 9 let. In odvisno zdaj, v katerem letu se nahajaš. Leto 1, leto 2, leto 3 in tako naprej. In v bistvu, kako izračunaš v bistvu ta svoj cikel je, da sešteješ svoj rojstni dan, rojstni mesec in pa leto, v katerem si. Torej, recimo, da si rojen, 1.7. in potem sešteješ 1 plus 7 plus 2, nič, plus 2 plus 2, tako na tak način. Skratka, ne ugotoviš, v katerem letu si, ampak se pravi, njen vodnik ni samo za tisto leto, pač za celo leto, ampak imaš razdeljenega v bistvu pač po mesecih. In jaz sem vsako leto ful optimistična, da bom v bistvu vsak mesec proti si to prebrala, kar se običajno ne zgodi. Tako da, jaz ga res preberem po moje 3-krat in sicer takoj, ko ga dobim. Potem pa v decembru, ko se začnem planirati in načrtovati v bistvu aktivnosti za naslednje leto. Ker v vodniku v bistvu nekako zvem pregled celega leta, potem pa po posameznih mesecih, april je ful primeren za neke finančne odločitve, za potovanja, za take ljubezenske, odločitve ta mesec. In so ene stvari, ki jih ne moram planirati vnaprej, so pa določene zadeve, ki jih pa lahko planiram vnaprej in v bistvu uporabljam vodnik za to. In res pogledam, kaj so, a so kakšne take prelomnice, a je kaj takega, kar me čaka v bistvu v letošnjem letu, pa da lahko jaz vplivam na to. In pogledam pa v bistvu, kateri meseci, pa tako pač tudi malo iz firpca, da vidim, kaj naj bi se kdaj dogajalo. In tako je za vsakega malenkost drugače potem kako dejansko se tudi to pokaže v življenju. Tako da v bistvu jaz ga res preberem, ko ga dobim, potem v decembru, ko se začnem pripravljati, pa meni je zelo lepo brati tudi ob zaključku leta ali pa prehodu na novo leto. Ni nujno, da glih na 31. decembra, ampak nekako v tistem času, ko se vse umiri, ko si res vzamem čas za sebe, zagotovo takrat ga še pogledam. In tako se mi zdi, da mi na tak način najbolj deluje. Kar pa bi v bistvu še dodala je, da ne pogledam samo svojega. Jaz pogledam tudi vodnik za mojega partnerja. Pa ne zato, ker bi imela toliko ful vpliva, ampak da vidim, kaj takega turbulentnega, ker njega čaka, pa ker pač ga tudi za njega naročim, ker ga on prebere. In v bistvu pogledam in pošpegam tudi njegov vodnika, da tudi jaz vem, ker vsem sva partnerja in pač njegovo življenje vpliva tudi na mojo, tako da v bistvu preberem 2 vodnika. Tako da, to je eden izmed možnih načinov. Jaz verjamem, da kakšni berejo to vsak mesec, ali pa mogoče še več, da ga večkrat na mesec pogledajo. Jaz sem res bolj tisto 3-krat, takoj, ko ga dobim, nekje v decembru, ko se malo začnejo zadeve pač planirati, pa res ob nekem takem povezovanju sama s sabo, pa planiranju pač naslednjega leta. Tako da, me pa zanima, kako ga vi uporabljate. Podelite. Čau!